Včasih srečamo kakšno stranko, ki je tako neprijetna, postavlja neprijetna vprašanja, vrta, ampak to, veste, to ni nič slabega, najslabše, če stranka nič ne postavi, nobenega vprašanja, pomeni, da nima interesa, Tako da, veste, ti ugovori ali pa taka vprašanja neprijetna so dejansko iskanje informacij, tako da ne se bati tega, Lahko je to pač upočasnjevanje ritma, izogibanje strahu, stranka ti da morda s tem signal, počas nisem še pripravljen na to, da naredimo korak naprej, oziroma rabim se še čas, da se odločam. Tako da najbolj smiselno je, da pač stranko, ki te postavlja take ugovore ali pa kakšna neprijetna vprašanja ali pa kakšno kritiko, predvsem to, da poslušamo do konca. In namesto, da kar takoj začnemo nazaj odgovarjati, je morda bistveno bolje, da morda parafraziramo tisto njegovo vprašanje, ali pa da celo rečemo, vi torej mislite, da, če sem vas prav razumel, in probajte raje povprašati še kaj po kakšni dodatni razlagi, pomagajte mi razumeti, kako pa to, ali pa kako ste pa prišli do tega. In stranka vam bo povedala več in včasih se celo zgodi, da stranka pravzaprav sama odgovori na svoje lastno vprašanje. In to je največ vredno. Če stranka sama sebi odgovori, potem je tisti odgovor zagotovo ta prav, ker ljudje se veste, sami sebi verjamemo. No, fino je tudi, da pač recimo povprašamo v kakšnem osebnem pomenu, zakaj pa vi tako mislite, se vam je že kdaj tako zgodilo. In seveda, treba je pa tudi odgovoriti, če vas sprašuje po nekih konkretnih zadevah, je treba konkretno odgovoriti. Najslabše, če rečeš, če se temu odgovoru izmikaš. Če pa stvar dejansko ne veš, pa rečeš, to pa ne vem, vendar se bom pozanimal, in si zapišete in dejansko je treba potem tisto informacijo, ki jo stranka želi, tudi dejansko dostaviti.